Pozdravljeni iz prvega nadstropja. Prebudil sem se v čudovito, tiho in mirno jutro, obdan z zelenjem in šumenjem reke Soče, ki se nahaja le nekaj metrov stran. Tokrat smo se namreč odpravili na avtodomarski izlet po Sloveniji. Točneje gre za mednarodne novinarske preizkuse nove generacije Volkswagena Kalifornije in moram priznati, da sem navdušen, da so se pri Volkswagenu tokrat odločili, da naša čudovita dežela predstavlja pravi testni poligon za preizkus tega avtodoma. V prvem prijetnem večeru, ki smo ga preživeli skupaj, so novinarski kolegi, ki prihajajo z različnih koncev Evrope, že izrekli nešteto pohval na račun lepot slovenske narave. No in te lepote seveda vselej očarajo tudi nas, pa čeprav smo z njimi v stiku nekoliko bolj pogosto. No, sploh pa nas očarajo, če jih lahko doživimo na tako preprost in pa pristen način, ki ga lahko ponudi le takšen avtodom. Odgovorni pri Volkswagenu so mi zaupali, da so tokrat iskali predvsem raznolikost pokrajine, ki jim ga seveda zahodni del Slovenije v zelo kratki razdalji od Alp do Jadrana zlahka ponudi. Slovenia is known as a green country, and not only green from the nature, also from all the stuff you are doing around. You have great opportunities for guests to explore a country and the car together. So this car is well known for its flexibility and what it can do all around, be a daily driver, be a camper van, and you can test drive it here perfectly. So we see a huge variety of landscape, different types of roads, and a lot of opportunities to see and watch, like the Socha, like the castles and everything. And our journalists can pick out what they want to do for their itinerary. V tem obdobju je množični turizem kar precej na slabem glasu. No in čeprav Slovenija na srečo ni tako zelo množično oblegana kot na primer kakšne Majorka, Barcelona ali pa recimo Benetke, se bomo v zgodnje avgustovskem terminu vseeno poskusili izogniti najbolj vročim turističnim točkam. Kalifornija nas po zaslugi svojih kompaktnih mer prav nič ne omejuje. No in ravno to je prvi pogoj, da si lahko privoščimo pravi užitkarski dan. Torej dan za tiste, ki se raje vozimo naokoli, kot pa da bi mirno poležavali v kampu. Za takšne, prav takšen avtodom predstavlja pravo svobodo in neodvisnost na počitnicah. Ker je Slovenija precej kompaktna država, vnaprejšnja priprava itinerarja pred takšno potjo niti ni povsem nujna. No, tokrat vem, da je moj končni cilj dneva oddaljen približno 150 km, ampak seveda ne bomo šli naravnost tja. Vmes nas namreč čakajo številne zanimive in čudovite točke, tudi takšne, ki niso preveč turistično oblegane. In kaj bo moje prvo pravilo na tej poti? V navigacijskem sistemu bom izbral kriterij izogni se avtocestam. Seveda tudi vožnja po avtocestah je včasih lahko precej scenska, še posebej, če se vozimo po kakšni vipavski hitri cesti. No, ampak pravi avtodomarski izlet bo seveda v celoti potekal po stranskih cestah. Tako smo se odpeljali z začetne točke, mirnega in prijetnega kampa v okolici Kobarida, v zavetju slovenskih vršacev in naše smaragdne reke, ki omogoča številne možnosti športnih užitkov v naravi. Priložnost za prvi kratek postanek za kakšno lepo fotografijo ali pa kratek sprehod ob reki predstavlja že most na Soči. No, enako pa velja tudi za slikoviti kanal ob Soči s svojim starim mestnim jedrom in mostom čez reko. Tokrat bomo nekako vijugali po zahodnem delu Slovenije. Torej, v navigacijskem sistemu sem pot zasnoval tako, da sem izbral tudi nekatere zelo dobre vozniške ceste in pa predvsem to, da se pot ne ponovi, torej da se do vsake točke po eni poti odpravimo, vračamo pa se po drugi poti. Kalifornija je osnovana na novem multivanu, ki smo ga že večkrat pohvalili. Torej to pomeni, da gre za kombi, ki temelji na platformi za osebna vozila. In to prinaša zelo prepričljive vozne lastnosti, pa tudi udobje.
Sam pri vožnji na cestah Banške planote, ki so zelo zavite, pa tudi dinamične, nikakor nisem imel občutka, da vozim velik in neroden avtodom. Pravzaprav je občutek za volanom precej avtomobilski, pa tudi sedi se morda nekoliko nižje kot pri večini večjih kombijev. Za nameček pa je, glede na seveda nekoliko bolj zajetno maso, dovolj zmogljiv tudi turbodizelski motor, kar je še posebej očitno, ko pridemo do kakšnega bolj strmega klanca. No, lahko bi celo rekel, da se da za volanom Kalifornije po vozniško zelo dobro uživati. Zato pa se zdaj zapodimo na eno najbolj slikovitih cest v Sloveniji, na Predmejo. No, še preden nadaljujemo s potjo, pa je tu priložnost, da David za trenutek odloži kamero in si privoščiva okrepčilo. Seveda avtodom omogoča, da med malico uživamo v kulisi daleč stran od 4 sten. Ena glavnih novosti nove Kalifornije so dvojna drsna vrata, ki odslej omogočajo še bolj preprost dostop in pa boljšo zračnost potniške kabine. No, kuhinja je tako dostopna z obeh strani, na ta način pa naravo še bolj učinkovito prenesemo v naš bivalni prostor. California Ocean je opremljena z manjšim lijakom, kuhalnikom, predalom za shranjevanje posode in pribora ter hladilnikom. Torej vso najnujnejšo opremo, da si lahko obrok pripravimo kar na poti. Po kosilu pa se seveda prileže tudi dobra kava. Ampak zakaj bi jo spili na istem mestu? Avtodom nam omogoča, da se zapeljemo še tukaj čez, na Kras. Seveda je 15 užitkarskih minut najbolje in najbolj prijetno preživeti takole za mizico zunaj, v zavetju sence tende. No, ampak če bi bilo vreme morda nekoliko slabše kot je danes, pa lahko kavo v miru spijemo tudi v notranjosti, v zavetju pod trdo streho avtodoma. In to nam omogoča odlična fleksibilnost notranjosti Kalifornije. Pot smo nadaljevali mimo Štanjela, očarljive vasi na Krasu z bogato zgodovino in prekrasnimi razgledi. No in tam smo opazili, da ima Kalifornija pravzaprav zelo veliko ljubiteljev in poznavalcev. To v resnici ni nišen model, ampak Volkswagen z njim ustvarja zavidljive prodajne številke. Kalifornija zelo pogosto privablja poglede, pa tudi sproža številna vprašanja mimoidočih. Eno izmed tovrstnih vprašanj se je glasilo, kako zahtevno je tovrsten avtodom voziti v ozkih ulicah. Na to vprašanje smo odgovor našli v Črnem Kalu. Tukaj je postalo zelo očitno, da avtodom kompaktnih mer nudi precej večjo fleksibilnost pri izbiri postankov, saj ni vedno zelo enostavno najti parkirnega prostora za večje vozilo, sploh v takšnih ozkih ulicah majhnih vasic. No, če niste vedeli, pa vam lahko Črni Kal postreže z zvonikom, ki se nagiba.
da za poševne stavbe ne boste za vsako ceno rabili hoditi precej dlje v Toskano. Dan zaključujemo ob obali Istre z vsemi pripadajočimi obmorskimi užitki. No in ker divje kampiranje seveda v Sloveniji pa tudi na Hrvaškem ni dovoljeno, bomo v varnem zavetju kampa ponovno pripravili naš avtodom na prenočevanje. Najprej moramo dvigniti streho vozila, kar storimo s preprostim pritiskom na gumb, predtem pa se moramo zgolj prepričati, da nad nami ni kakšne veje, ki bi lahko ovirala dvig. Na to nas s posebnim opozorilom opozori tudi sistem. V Kaliforniji imamo na voljo 2 postelji. Ena je v pritličju, druga pa se nahaja v prvem nadstropju. In ta zgoraj je precej boljša, je tudi vzmetena, no za nameček pa je prostor zgoraj tudi precej bolj zračen in imamo na ta način občutek, kot da bi spali zunaj. V notranjosti imamo seveda za shranjevanje najrazličnejših potrebščin na voljo tudi nekaj shranjevalnih mest. Največ jih je tukaj v zadnjem delu vozila. Vklopimo način za kampiranje, ki na primer pomeni, da avto ob odklepanju in zaklepanju ne bo vklapljal luči, pa lahko glavne parametre in nivoje spremljamo tukaj na osrednjem zaslonu ali pa na manjšem zaslonu zadaj. Nič, čas je, da ugasnemo luči. In to naredimo zelo preprosto na katerikoli svetilki ali gumbu znotraj vozila z 2 hitrima pritiskoma. No, še preden zatisnemo oči, pa vam ponudim še 2 povezani vsebini. Vse tehnične rešitve Nove Kalifornije so nam ob prvi predstavitvi razložili njeni snovalci. Njeno osnovo, torej model Multivan, pa lahko prav tako spoznate v prispevku z našega testa.